Hvala lepa za besedo. Jaz bom skušala na kratko predstaviti našo prvo knjigo, to je moja funkcija tukaj danes. Preden začnem s predstavitvijo, bi se rada zahvalila podjetjema GH Holding in Riko in Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Slovenije, ki so podprli izid knjige in s tem zagon te zbirke, za katero stavimo, da se bo nadaljevala še dolgo. Zbirko, uredniki, če predstavim samo našo ekipo, uredniki smo Rado Riha, Tadej Glažar, Peter Šenk in jaz in oblikovalec zbirke Aljoša Kolenc. Zbirka je namenjena razvijanju področja arhitekturne teorije, pri čemer mi natančneje to opredeljujemo kot teoretska praksa arhitekture. Ustrezneje kot o teoriji in praksi je namreč na področju arhitekture govoriti o različnih praksah, o projektantski in teoretski praksi. Zakaj? Zato, ker gre v pisanju in projektiranju za isto. Knjiga vključuje 3 besedila, ki so prvič prevedena v slovenščino. Če začnem pri zadnjem besedilu, to je besedilo odlomek, 2 odlomka iz pomembnega dela nemškega arhitekta, Šinklovega učenca Karla Bötticherja, Tektonika Grkov, ki je ob izidu, in to je bilo prva izdaja od leta 1844 do 1852, bil to glavni ideološki tekst na berlinski Bauakademiji in je bil eno najbolj branih besedil arhitekturnih v tistem času. Potem imamo 5. poglavje slavne Zemperjeve študije 4 elementi arhitekture. 5. poglavje je ključen del te študije, v katerem Semper postavi svojo teorijo 4 temeljnih elementov arhitekture, ki je bila za tisti čas prelomna. In 3. besedilo je esej Kennetha Framptona iz leta 1990, to je osrednje besedilo knjige, tako smo ga prepoznali uredniki. In v tem, to je začetek, v tem eseju v bistvu Frampton zariše svojo teorijo tektonike, ki jo kasneje razvije podrobno v študijah tektonske kulture, v tem svojem velikem delu in ki ga mnogi štejejo za njegovo temeljno delo. Pri tem se sam opira na Bötticherja in Semperja, ki ju tudi samo opredeli kot utemeljitelja tektonike v modernem pomenu besede. Če se ustavimo najprej pri terminu, pri pojmu tektonika, vsa 3 besedila zagovarjajo stališče, da je arhitektura veščina, v starogrškem pomenu besede poiesis, izdelovanja in sicer izdelovanja materialnih objektov. To veščino podrobneje opredeljujejo z izrazom tektonika. Tekton je pa graditelj ali tesar. Torej, na eni strani je tektonski element za vsa 3 besedila tisto, kar povezuje najbolj sofisticiranega arhitekta in rokodelca, tesarja. Na drugi strani pa vsa 3 besedila zagovarjajo stališče, da tektonike ne smemo razumeti preprosto v instrumentalno-tehničnem smislu, kot statično stabilne, ekonomične, racionalno zasnovane konstrukcije. V arhitekturnem ali tektonskem konstruiranju gre še za nekaj drugega, kot je ustrezna tehnična rešitev. Tukaj so si vsa 3 besedila enotna. Zakaj gre v tektonskem konstruiranju, pa pove Frampton v svojem eseju. In sicer pove tako, da se razmeji od koncepta arhitekture, ki ga, kot sta ga opredelila Robert Venturi in Denise Scott Brown leta 1972 v knjigi Learning from Las Vegas. In sicer, če obnovim, za tiste, ki ne veste, sodobno arhitekturo postavljata pred naslednjo izbiro. Ali je dekorirana lopa ali je pa raca. V prvem primeru je arhitektura uporabni objekt, ki mu je dodan dekorativni ovoj kot znak njene ali pa njegove arhitekturnosti. V drugem primeru
pa je arhitektura umetelno oblikovan objekt, ki svojo ekspresivno formo kaže, da je arhitektura, zraven je pa še uporaben. Torej, imamo opcijo izbira za sodobno arhitekturo naslednja. Ali je arhitektura znak, ki se od zunaj dodaja uporabnemu objektu, to je za Venturja Scott Brown dobra rešitev. Druga opcija, a je arhitektura sama v celoti znak, ki ga lahko tudi uporabljamo. Framptonova teza je, lahko rečemo, Frampton zavrne to izbiro. Njegova teza je, arhitektura ni znak, arhitektura je stvar. V arhitekturi gre za to, da se dela stvari. In kaj je značilnost stvari? To, da sta v bistvu oba elementa, uporabnost in arhitekturnost, neločljivo povezana med seboj. Prav ta neločljiva povezava uporabnosti in arhitekturnosti daje produktu arhitekture neko posebno materialnost. In zaradi te posebne materialnosti je produkt arhitekture objekt posebne vrste, kot piše Frampton v eseju. Kakšen objekt, takšen, da je vedno sicer izraz situacije in časa, v katerem je nastal, ampak je hkrati se ga drži še neka odpornost na čas in prostor. Odpornost, zaradi katere vztraja v različnih časih in situacijah kot nekaj za človeško družbo in za arhitekturo pomembnega. Lahko vztraja tisočletja. Torej, tudi druge ustvarjalne dejavnosti, kot so znanosti, umetnosti, filozofija, proizvajajo takšne posebne vrste objektov. Proizvajajo tekste, glasbena dela, predstave, druga umetnostna dela, kateri se vedno znova vračamo, ker je tam nekaj, kar je treba pogledati znova, premisliti znova. Framptonova teza je, arhitektura pa to dela na nek svoj sebi lasten način, ki je konstruiranje. In sicer tektonsko konstruiranje. To zdaj malo bolj natančno razložim. Ključni element tektonskega konstruiranja je konstrukcijska vez. Gremo lahko na naslednjo. Konstrukcijska vez. Semper imenuje vez prvobitni tektonski element. Frampton pravi za vez, da je, citiram, tisti temeljni neksus, okrog katerega zgradba nastaja v svoji biti, se artikulira kot prisotnost na sebi. Konec citata. Lahko bi rekli, da je v bistvu konstrukcijska vez neke vrste atom arhitekture. In to bom zdaj skušala pokazati na primeru vezi, konstrukcijske vezi pri cerkvi Viki arhitektov JKMM blizu Helsinkov. Samo da vidite, za kakšen objekt, za kateri objekt gre. In zdaj zoomiramo na to, o čemer bom govorila. Torej, kaj vidimo v enem veznem konstrukcijski vezi, v enem detajlu? To gledamo zdaj. Vidimo 6 konstrukcijskih elementov, 4 vertikalne, 2 horizontalna. Hkrati pa ne vidimo zgolj teh 6 elementov. Vidimo še nekaj drugega, da so med seboj povezani na način, da se v tej povezavi materializira uspešna rešitev, uspešna arhitekturna rešitev. Kako učinkuje ta povezava? Kaj se tukaj proizvede? Torej, imamo 6 elementov in imamo povezavo med njimi. Sama povezava, govorimo o načinu, kako so ti elementi povezani med sabo, ni nek dodaten element. Same povezave ne vidimo. Vidimo pa njene učinke. Učinek vezi je, da vidimo zvezo 6 elementov kot arhitekturno rešitev, kot
ponavzočenje, utelesitev arhitekture. Torej, vez ima, sama povezava, ima nek paradoksen status, je prisotna in odsotna hkrati. Odsotna je v smislu, da je ne vidimo kot takšne, kot vezi. Vidimo samo 6 elementov. Prisotna pa je v smislu, da naredi, da pred sabo vidimo telo arhitekture, čeprav objektivno nimamo pred sabo nič drugega kot 6 lesenih elementov. Zato lahko ta detalj na sliki opredelimo takole. Ta detalj je nekaj več kot samo 6 lesenih elementov, ne da bi zares bil nekaj več. Objektivno gledano ni nič več. To se zgodi, če je povezava uspešna. Če ni uspešna, če je vez slabo artikulirana, pa vidimo samo elemente in spodletel poskus povezave. V tem primeru ni arhitekture, je samo konstrukcijski detalj. Če je povezava uspešna, pa vidimo tole takšen konstrukcijski detalj na 2 načina. Vidimo ga kot konstrukcijski detalj, nosilni element, sestavljen iz kosov lesa. V tem primeru šteje vrsta, obdelava lesa, tip, velikost vijakov, s katerim so elementi povezani med seboj, njihove dimenzije in podobno. Ko gledamo na ta način, smo v smetu instrumentalno-tehnične logike. Specifična povezava, če ta uspe, pa nam omogoča, da stopimo v nek drug svet, v svet, ki nas nagovori kot arhitekte. V tem primeru v povezavi kosov lesa dobesedno vidimo utelesitev arhitekture. Vidimo telo arhitekture. In to telo je tisto, kar zanima arhitekte. To se vidi recimo potem, kako gledajo, ko obiskujejo, ko hodijo na ekskurzije arhitekturne, kako gledajo arhitekturo, da trkajo na materiale, gladijo vezi, torej v bistvu gre za neko dotikanje, nek telesni stik z arhitekturo. Kaj tukaj gledajo? V bistvu ne preverjajo trdote materialov, kako trdno so ti vijaki, recimo tam privijačeni, ne gledajo, kako je ta konstrukcija zložena skupaj. Gledajo, kako je arhitektura zložena skupaj, ki pa ni nikjer drugje kot v teh konkretnih elementih, stikih in materialih. Zato lahko za takšen objekt dejansko rečemo, da ima dvojno materialnost. Ima materialnost običajnih materialov, materialnost lesa v tem primeru. Hkrati pa ima še materialnost arhitekture same. In ta materialnost je učinek artikulacije vezi. Obe materialnosti sta neločljivo povezani med sabo. Vendar pa materialnost arhitekture je nevidna, je pa objektivno gledano ne obstaja, je pa bolj obstojna in trajna od lesa ali pa od jekla, kamna, betona, kateregakoli običajnega materiala. In je tisto, za česar uspešni detajli vezi in druge uspešne rešitve živijo v času in v različnih situacijah, vztrajajo kot nekaj pomembnega za arhitekturo in za družbo. Zdaj, tukaj sem skušala na hitro pokazati, kako se arhitekturna materialnost artikulira v majhnem merilu, v merilu konstrukcijske vezi. Ta artikulacija pa poteka v različnih merilih, v merilih stavbe, večjih kompleksov in poteka v različnih medijih. Ne le v mediju gradnje, ampak tudi v mediju teksta. Zato je delitev na teorijo in prakso za arhitekturo nerelevantna, ker gre tako v pisanju kot v projektiranju za isto. Recimo temu za produkcijo neke posebne vrste objektov ali pa rečemo tudi nekih arhitekturnih vezi, pri čemer je material ni les, ampak je beseda. In primeri tekstov, ki imajo značaj teh posebne vrste objektov, so, to je stališče uredništva, objavljeni v tej knjigi. In še zaključek, ki je
za konec bi izpostavila en vidik, ki je za Framptona zelo pomemben. In sicer, Framptonova teza, da je arhitektura stvar in ne znak, je odgovor na aktualni problem, ki ni le problem arhitekture. In sicer, če na kratko ga opišem, kljub temu, da se ga vsi že dobro zavedamo v tem času, mogoče se ga niso tako dobro zavedali leta 1990, ampak opišemo ga lahko kot zvajanje sveta na režim jaz, kot to lepo pokaže tale grafika Ome, na svet, na katerem mora biti vse uporabno in koristno za dani svet, kar tudi pomeni, da je neposredno prevedljivo v finančni ekvivalent jena, evra, dolarja. Arhitektura, ki proizvaja stvari, pa kot tisto, kar je ključno, afirmira nekaj, kar ravno ni izvedljivo na režim jaz. Česar za ta svet sploh ni. V bistvu je cela praksa arhitekture organizirana okoli tega, česar za ta svet jaz ni. Poudarjanje, da arhitektura tako deluje, je opozarjanje na to, da obstaja neka druga možnost delovanja, kot je podrediti se temu režimu. Torej, v bistvu bi lahko rekla, da je ta Framptonov esej pokaže, ali pa to se da iz njega izpeljati, da v bistvu ta svet, kot je tukaj prikazan, dejansko ni tak, da ni tako konsistenten, kot ta grafika kaže, da ima luknje, ki jih dela tudi arhitektura. Torej, v tem smislu je Framptonov esej odgovor na aktualno situacijo. In to je, s tem bom zaključila, nasploh značilnost besedil, ki jih nameravamo objavljati v knjižni zbirki. Osredotočali se bomo na besedila, ki nosijo v sebi odgovore na vprašanja, ki so trenutno aktualna za arhitekturo in arhitektura seveda neločljivo povezana z družbo, ki so tudi vedno družbeno aktualna vprašanja. To bi bil moj prispevek.